Cuketa. Kedi cuketa. Odpiramo novo sezono oziroma nadaljujemo sezono četrtkovih jutranjih intervjujev in glede na to, da smo v minuli sezoni imeli v studiu že glasbenike, športnike, komedijante, športne novinarje in še marsikoga, smo dorekli, da je prav, glede na to, da je tudi zanjo nova sezona, povabimo njo ravno v studio, sploh ker je doma tukaj v Kopru. No, lepo pozdravljeni, ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Mateja Čalušić. Ja, lep pozdrav in hvala za povabilo. Ti. Lep dober dan, da bo došel v našem studiu. Kako se kaj spopadate? Smo na vi, smo na ti, najprej da to Dejmo, ne, tako se pustiti malo bolj domače. Po domače, dobro. Se bomo zmotili vseeno. Sigurno se bomo zmotili, ne zameriti. Kako se kaj spopadaš v teh dnevih z novimi nalogami? Ja, v bistvu v prvem trenutku, ko sem stopila čez vrata ministrstva, so me pričakali tam sodelavci z odprtimi rokami in z nasmehom na obrazu, tako da sem se takoj počutila v nekem trenutku res domače. Nalog odprtih in izzivov je bilo še tekoče delo, ki pač ni moglo čakati, tako da v bistvu moja funkcija odločanja je nastopila v isti sekundi, ko sem prišla tja. In dejansko so bili te spoznavni sestanki že na samem kolegiju z vodilnimi po posameznih področjih, kar sem tudi rekla, da se moram strokovnimi sodelavci najprej spoznati. Absolutno. In da mi predstavijo vse prioritete, vse naloge po področjih, ker se mi zdi zelo pomembno, da v bistvu oni povejo, glede na to, da delajo to, za kar so se izobraževali, da najprej se poslušamo in potem najdemo skupne cilje, individualno, posamezno. Nov teren, nova pisarna, novo okolje, ampak priznam, da se počutim zelo, zelo prijetno. In zdaj se pa spopadamo, oziroma ne spopadamo se, dogovarjamo še z vsemi kmetijskimi organizacijami, da čim prej stopimo v stik in da v bistvu začnemo vse te naše pogovore, za kar smo si jih zadali, da bo to v prvem mesecu mojega mandata. In to je v bistvu zelo, zelo pestro in gre sinhrono z tvojo zgodbo, ker si kandidirala na zadnjih lokalnih na volitvah in kar naenkrat pristala v Ljubljani in zdaj kar naenkrat ministrica. To gre vse zelo hitro. Mislim, si odvedno želela priti v politiko? Ne. Tako, mislim, ponavadi sem kar konkretna in iskrena. Ambicije in želje, ali pa če bi me kdo vprašal še preden so bile kandidature, ok, ti boš nekoč v politiki, v državnem zboru. Prvo, kar je bila moja misel, tako sem odreagirala s smehom, ne, valjda ne mogoče. In sploh pa kdaj pomisliti kot ministrica, pa tudi ne, ker sem delovna, sem odgovorna, zato ker me vsi poznajo, poznate tisti, ki me iz domačega okolja, ampak sem bila vedno čisto na drugačnih poteh v gospodarstvu in dejansko me je življenje presenetilo. Z vsemi presenečenji, kar je teh škatlic in darilc, kar mi pa daje, pa vedno sprejmem z odprtimi rokami in potem zaviham rokave. Tako da ja, ekstremno hitro, ampak je tudi tempo na ministrstvu tako da verjamem, da me je življenje že prej pripravljeno na to, kaj me čaka. Okay, torej znaš dobro recimo reagirati na takšne drugačne situacije. Bravo. Gremo naprej. Več o novi ministrici za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pa že po tem hitu in to je Tom Gregory, Never Look Back. Dobro jutro. Jutro. Never Look Back in Tom Gregory na Caprisu nekaj čez 8. Skratka, v našem studiu je danes ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Mateja, kakšno je pravzaprav trenutno stanje s prehrano v Sloveniji? V smislu, zakaj je hrana vedno dražja, kot opažamo lahko v trgovinah? Ja, v bistvu v prvem trenutku naše realne samooskrbe, kar je bilo tudi med mojo kampanjo precej poudarjeno glede na stanje, kar se je dogajalo v tujih državah. Vemo, da nas je doletela vojna, ki se še vedno dogaja, nažalost, in takrat smo se v tistih prvih trenutkih zavedali, kaj se zgodi, če se nam zunanji trg zapre s preskrbo s hrano, da smo res relativno zelo slabo samooskrbni, razen živinoreje, pač mesa. In na tem področju jaz mislim, da bo treba še veliko, veliko postoriti. Pa ni to tako samoumevno in enostavno in se vedno trudimo. Zakaj je vedno dražja? Nismo samo odvisni v bistvu od kmetijstva, ki nam regulira cene na trgu, ampak vemo, da imamo potem tudi trgovinsko politiko. Inflacija je bila velika, pa jaz mislim, da smo jo nekako vseeno uspeli zadržati. Ekonomsko stabilnost kmeta je ena izmed tistih izzivov, ki si ga želim res razdelati, sprocesirati, ugotoviti, kako
komu lahko pomagamo. Jaz še vedno mislim, da tudi Evropa v zadnjih letih dela na tem področju na kratkih dobavnih verigah. Vemo, da so potem stroški transporta manjši, da je hrana kakovostnejša, tako da moramo opolnomočiti na lokalnem trgu to hitro prodajo in tudi prodajo na domu, kar verjamem, da se potem tudi sam potrošnik seznani, kje kmet je, in tudi na temo potrošnika in ozaveščanja, koliko je pomembna lokalna hrana in da lahko potem cenovno jo tudi približamo. Jaz mislim, da bo ena izmed prioritet in bomo morali še veliko storiti na tem področju. Če se posvetimo kmetijstvu in gozdarstvu, trudno mogoče neka največje vprašanja oziroma vzzivi na teh področjih, oziroma če so konkretno kar iz tvoje perspektive pogoji za kmete v Sloveniji ugodni? Ugodni, skušamo konstantno se prilagajati, da so ugodni, ampak že v bistvu z vidika, kot je narava prijazna do nas, če lahko to v navednicah tako malo sarkastično povem, da dejansko že iz tega imamo res velike izzive. Jaz mislim, da v zadnjih letih nas je to začelo relativno hitro dohajati oziroma prehitevati kot podnebni izzivi, naravne nesreče, in da so se dogajale v bistvu tista blaženja, da smo lahko na hitro rešili tisto, kar se je rešiti dalo, in da dejansko zdaj na tej točki nas čaka veliko pogovorov, ampak ne samo pogovorov, v bistvu iskanje rešitev, na kakšen način enostavnejše in hitrejše kmetu pomagati, da v bistvu zavaruje svoj pridelek, da na inovativnejši, novejši način drugače začnemo kmetovati. Prejšnja skupna kmetijska politika, to je tisti glavni dokument, ki v bistvu nas povezuje vse države članice v Evropi, po katerih imamo določena pravila za kmetovanje, glede na to, da dobimo ogromno subvencij tudi iz Evropske unije, nas konstantno usmirja in utirja. Ampak z leti moramo vedno več v bistvu narediti in dokazati, da smo ekološko in okoljevarstveno naravnani, zato da v bistvu lahko pridelamo to hrano okolju prijazno. In jaz mislim, da naslednja tudi skupna kmetijska politika in vse cilje, ki bomo jih po področjih dejansko naslovili, bodo v tej smeri. Enostavnejše umeščanje zavarovanih prostorov v okolje in prostor. Vemo, da imamo veliko težav. Z novim ministrom za naravne vire in prostor sva se tudi že pogovarjala o tem, da bomo mogli najti kompromis, ker vemo, da velikokrat je to usklajevanje medresorsko tudi tak velik izziv, ampak posluh je na naši strani, ker jaz zagovarjam dejansko, da lahko slovenski kmet na najbolj optimalen način pridela hrano. Namakalni sistemi z vodo, vemo, še posebej v Istri vemo, da moramo zelo racionalno upravljati. Velikokrat so dolgotrajni postopki, smo se srečevali tudi v lokalnem okolju, kako vzpostaviti namakalne sisteme in dejansko kmetu približati tudi ta način. Novejše tehnologije, inovativnost in razvoj v zadnjih letih in sploh pa kar sem se strokovnjaki pogovarjala, se ni prav veliko delalo, pa iz raznih razlogov. Jaz sem ponavadi človek pozitiven, ki rado ugotovim, kje je težava, ne zakaj je pač nastala, in da najdemo rešitev, in predvsem se moramo zavedati, da bomo mogli začeti gojiti odpornejše sorte, ki se bodo pač prilagajale na podnebne spremembe. Če ostanemo pri podnebnih spremembah, itak tega je v zadnjem obdobju in že kar nekaj let vedno več govora, torej potrjujete globalno segrevanje in te zadeve, kot jo izpostavljajo številni? Absolutno, ja, to je dejstvo, se vidimo, kaj se nam dogaja, kaj je okrog nas. Vprašam se to, ker je kar nekaj ljudi, ki to včasih rado demantira, ne? Velikokrat se težko spopadamo z dejanskim stanjem. Ljudje smo mogoče že sami naravnani k temu, pa ne zaradi tega, ker ne bi želeli, ampak mogoče ne zmoremo kdaj. Vidimo, da je globalno segrevanje, vidimo, jaz že iz leta v leto, kakšne zime imamo, kakšno poletje imamo, kakšne ekstremne temperature dosegamo. Hvala Bogu, lani v slovenski Istri nas ni doletelo to, da smo se tresli, ali bomo imeli vodo ali ne. Govorimo za prav človeško preskrbo z vodo, kaj šele za kmetijske namene, ki so bili takrat predlani prvi na udaru dejansko, in jaz mislim, da so to tisti pokazatelji in dokazi. Tako da s tem se moramo sprijazniti in predvsem res zagristi v to kislo jabolko in začeti reagirati, in mislim, da ni prav časa veliko, da bi se vrteli v krogu in ne naredili nič. Tako kot konec koncev, mogoče tudi vi sami niste imeli veliko časa na razpolago za to, da bi se pripravili na svojo novo vlogo. Veš, te že vikam. Malo popravili, ja. A ministrstvo, ki ga pokrivaš, v bistvu ima še kakšne panoge
poleg tistih, ki so tako nazorno navedene, torej poleg kmetijstva, gozdarstva in prehrane, moraš še kaj skrbeti, še za kakšno stvar tako? Ne smemo pozabiti na ribištvo. Ribištvo? Sploh pa iz okolja, kjer prihajamo in naši ribiči se borijo v bistvu, da ohranjajo to kulturno dediščino, ki jo imamo, ker vemo, da za to panogo je pač vedno manj se jih odloča in tudi oni imajo veliko težav. Poleg tega so dopolnilne dejavnosti na kmetijah, ki so tudi specifika in predvsem je pač medresorsko zelo povezano, bodi si z gospodarstvom, vemo, da imamo veliko povezav z samim zdravjem, Ministrstvom za zdravje, tako da je tudi varna hrana povezana s tem, z energetiko in z vplivom na okolje in z javnimi zavodi, s šolstvom in tudi tukaj bomo imeli veliko dela, ker si želim, da si zagotovimo v bistvu dobro in kvalitetno hrano v naših šolah in vrtcih. Čeprav šele na začetku mogoče poti, ampak mislim, da je vprašanje na mestu. Kakšne so takšne največje zmote, ki jih imajo ljudje glede ministrov in verjetno si pol z vstopom v politiko tudi sama opazila, mogoče kakšna stvar ni takšna, kot je oziroma spoznala, da je drugačna? Mogoče na neki točki ministra vidiš kot tisto prvo osebo na funkciji, ki je odgovoren za svoje resorno ministrstvo in ponovadi je minister kriv za vse, ne. To je pravno tipično in ko prideš tam, se imaš določene odločitve, ampak je timsko delo, pa nima veze na koncu, sej prevzameš to odgovornost, ampak je bilo vedno, ne. Tisti obraz, ki je, on je kriv za vse, on je vse pokvaril, to ne štima zaradi njega, tako zgodovinsko gledano. Jaz sicer nisem nikoli rada obsojala določenih poklicov oziroma profilov, zato ker dokler ne probaš tega sam, jaz ful težko ocenjujem potem, zakaj je to tako, ne. Tako da, jaz mislim, da je najprej to, pa ne zato, da ne bi prevzemala svojih odgovornosti, ampak vem, koliko pogovorov, koliko krogov moraš odteči, pa to sem tudi že v državnem zboru, ko sem bila videla, da sploh prideš do nekega kompromisa, bodi si zakonsko, ko usklajuješ, to ni tvoja ideja, neka žarnica, ki zjutraj, ko vstaneš, rečeš, ok, danes bomo pa to zapisali, ne, ampak se res moraš poslušati in to je ta moment, ko sem ugotovila. Kaj te kot osebo bolj vzpodbudi, pohvala ali kritika? Kritika. Ko slišiš kritiko, te še to bolj požene? Ja, mi da misliti, zakaj je do tega prišlo, kaj lahko jaz še popravim na sebi. Pohvale pa ful težko sprejemam na splošno, ker sem ful samokritična že do sebe, pa tudi v tem času kandidature, vsega, kar se je dogajalo, prejmeš res ogromno lepih besed in čestitk in na svoj račun to slišiš in jaz sem tako, ok, to meni ne pripada. Kritika pa mi da oni dodaten zagon. Nekaj nisi mogla narediti prav, da to moraš še izboljšati. No, to me celo življenje že žene tako. V bistvu, poleg tega, zdaj sem dobil eno tako metaforo. V bistvu minister je kot nekako trener neke nogometne ekipe, ki ponovadi najraje kar njega vrže ven z ekipe, bo ta drugi nekaj spremenil, ne? Medtem ko ekipa ostaja lahko ta cela konec koncev, ne? Je najbolj očiten člen, ki se ga ponovadi umakne, ne? V bistvu je in predvsem glede na to metaforo mi je dalo zdaj misliti, da tudi v prvem tednu mojega delovanja, da mi je res pomemben ta športni duh, ki pa potem ostaja v ekipi, no. Jaz mislim, da ta povezanost pri športu se še najbolj pozna, no, lojalnost in paše, je smiselno, bravo Žiga. Ne, veš kaj, sem ranjen, ki Mourinho izgubil službo, že to teden žalujem za to in prihajaš k sebi počasi. Prihajaš k sebi od tega, ja, ampak okej. Matej, imaš kakšno glasbeno željo? Kaj najraje poslušaš? Italijanska glasba me tako relativno dosti, sem navezana na njo. Danes bom pa dala tako malo, da razmišljam, zakaj sem to sploh zbrala. Bomo dali od Neme Jugat, lepo je biti kmet. Zdaj vemo to povezati na vse načine, ampak ja. Bolj lokalno, kot tako pa res ne bi šlo. Ok, super, torej Neme Jugat na Caprisu v četrtkovem jutranjem intervjuju z Matejo Čalušić. Četrtkov jutranji intervju, 8:30 je in z Matejo Čalušić, torej z novopečeno ministrico, danes pogovarjamo o temu in še več. Danes bomo povedali še marsikaj drugega. Mogoče nekaj, kar mogoče tisti, ki jo vidite samo kot nekoga, ki je v Ljubljani, boste spoznali mogoče kakšno zadevo več, ampak najprej moramo za to tudi nekaj vprašati. Najlepše oziroma najslabše in najbolj zanimive stvari, ki si jih slišala o sebi, odkar si sedla za politični kateder. Najslabše je bilo dejansko, kar se je dogajalo v tistem času mojega imenovanja, ko se me je nekako označilo kot zavajajočo ali pa se mi je dalo priponko kot
lažnivko, ali če sem tako zdaj res najbolj direktna, ker sebi tega ne pripisujem in sploh pa je šlo za izobrazbo, ki cenim vse, ki se izobražujejo in dobijo nazive, ampak sebi tega ne nadenjam tako kot neko večjo veljavo. Tisti je bil tak ključni moment, stresni test, v bistvu sem temu rekla, ki sem ga nekako prestala. Vsakega, ki je še bistveno bolj izpostavljen kot politik, ga neizmerno spoštujem dejansko zaradi tega, ker res zna biti kdaj kruto in potem sem se postavila v kožo drugega, sem rekla, ok, Mateja, se ni tako hudo kot nekateri so doživeli že hujše stvari. Najlepša stvar oziroma mogoče tudi en teden se je še precej govorilo in rolalo o temu, ko me je predsednik vlade opisal kot atipično in potem to je bil šok, kako atipično, zakaj so jim to rekli, ne? Pa meni se je zdelo zelo pozitivna konotacija v bistvu za moj opis, ker res nisem tipična, sicer potem gremo lahko filozofsko, kaj tipično sploh je, ampak je bil to res tak najlepši trenutek, ki si rekel, ok, če bi izbrala tudi jaz, tako pa verjamem, da še kdo, ki me pozna. Pa sploh verjetno to, da si zelo, zelo mlada in to so vsi opazili najverjetneje in so te takoj verjetno postavljeni v to vlogo kot zelo mlado, najverjetneje so imeli pričakovanja, ki jih imajo še vedno, jih imaš tudi ti do sebe. Glede na to, da si tako mlada in da se moraš dokazati proti tem, veš. Ja, jih imam, ampak kot smo prej rekli, športni duh, timsko delo, ni da je minister sam in jaz predvsem dajem večjo veljavo svojim sodelavcem, vsem strokovnim podporam ali kakršnikoli drugačni obliki podpore in da sem jaz potem tisti obraz ministrstva, kjer vsi dobro delamo in je to tisto zrcalo mojega dela, ampak če v bistvu lahko se še malo, ko sem bolj slišala to večkrat v enem tednu, mi ženske imamo problem z leti, se staramo, jaz počasi grem proti 40, sem stara že konec, pa to vedno. Ja, evo, pa to je unij moment, ko se pogovarjamo vsi, in potem se reka, ampak da te pa res označujejo kot premlado in najmlajšo, to je redkost, kar se mi bo še zgodilo v življenju, tako da mi je bilo, sem vedno spet obrala tisto dobro plat. Tle je mogoče nam malo zabavna. Kdaj ste zadnjič vprašali za osebno izkaznico na kakšnem nakupovalnem centru ali po kakšni trgovini? Ne, ima že ful časa, mislim, se vidi, koliko let imam, ni da ki je. Ma posti stat. Ok, sem hotela reči, ne bom naprej nadaljevala, ampak ne, že dolgo ne. Mi dajo bistveno, mislim, manj let, ampak zdaj tako, da bi bila prav mladoletna. Mi trije tle, zdaj za to mizo smo skoraj enako stari, tako da samo to povem, smo zelo, zelo mladi. Da te mladi, Mi se hvala za kompliment, Mateja mislim, da zljamo vsi tri tukaj zelo simpatično za svoje leto. Zreli, dobro, ravno pravšnje. Gremo na še eno vprašanje, v bistvu, boš postavil to vprašanje? Ga bom jaz, normalno, da ga bom postavil. Ja, piše Aljaž, seveda. V katero stranko ne bi nikoli prestopila? V nobeno več. Ker ko sem v bistvu stopila v politiko, da sem se politično opredelila in sem v tej stranki, ko smo se takrat pogovarjali, sem našla svoje vrednote in načela, vedno so odstopanja, ker smo si zelo različni, nas je tudi poslancev že veliko in edino tisto svoje osebno pravilo, ki sem si ga pač zapisala in sem rekla, ok, greš v politiko, greš enkrat, jaz sem ponavadi predana in pripadna, glede na to, da moje ambicije, kot smo jih že na začetku slišali, da pač nisem nikoli bila ambiciozna, da bi prav bila v politiki, sem si res takrat rekla, ok, zdaj greš v svobodo in to je to. Ko se pač moja karijera politična zaključi, ne bom več v nobeni stranki. Če se pa recimo sama stranka malo drugače začne opredeljevati z leti, kar se včasih zna zgoditi, kaj to pomeni, da se recimo Mateja potegne nazaj? Oziroma reče pač, moji nazori, s katerimi sem prišla noter v stranko, se pač trenutno več ne skladajo z skupnimi, kaj pomeni, da odhajam iz politike, ali najdem neko stranko, ki, z njo pa se zdaj moji nazori skladajo. Drugo nogometno ekipo. Ne mislim zdaj čisto menjavati nekega političnega pola, ker to je spet nek drug koncept, ampak čisto tako, mogoče malo. V bistvu bi se moglo res zgoditi, da bi tudi ta stranka prav zamenjala politični pol, da bi se to zgodilo, tako zelo ekstremno, ker sem predana potem tej svoji ekipi in tudi v 2 letih nikoli se ti 100% ne moreš skladati, ker to, če bi rekla, bi lagala ljudem, predvsem je prilagajanje, razumevanje, so točke in trenutki bili, ko tudi jaz sama nisem na neko stvar gledala popolnoma enako, ampak
demokracija je pač, vemo, kakšna je, to ne pomeni, da vsak obveljavi svoje pravilo, ker če ne, mi do danes ne bi sprejeli niti nobenega zakona, ne bi mogli nič narediti dejansko. Tako da bi se res moglo ekstremno zgoditi in spremeniti. Tako da jaz pač ne verjamem, da bi se to lahko zgodilo. Če bi pa se, bi to pomenilo v tistem trenutku, to sem tudi še, ko sem šla v politiko, se reka, karkoli se zgodi toliko, da gre res ekstremno čez moje vrednote v tistem trenutku, pošteno dam roko, rečem hvala. Jaz sabo igram tukaj vlogo malo hudičega advokata, malo provam. Relativno prijazen si, tako da jo vem. Hvala. Si malo hudič in malo advokat. Čisto malo, ja. Tukaj. Mi bomo dali še nekaj hitov in potem nadaljujemo z našim pogovorom, ki vam povem in garantiram, da se bo še dodatno sprostil. Callum Scott, At Your Worst na Caprisu. Dobro jutro. Jutro. Callum Scott, At Your Worst na Caprisu v četrtku zjutraj. V našem intervjuju danes z nami ministrica Mateja Čalušić. Mi imamo eno igro pripravljeno, bomo pa še prej kakšno vprašanje. Po mojem, tako, lasten firbec. Kaj so rekli prijateljice na to novo zgodbo? Doma, družina, moji najožji in tisti res prijatelji, ki jih imam že od vedno, pa jih to ni prav veliko. Reakcije so bile tako z vseh strani, pa so začeli jokati. In pa se kaj ne jokati, ki bom začela še jaz jokati in to je bilo tako vse verižno. Ful ponosni name, prav tako so rekli, čisto vsi, kot da je to njihov trenutek. Ne morem reči slave, ampak prav nekega dosežka v življenju, kot me poznajo. Nekdo iz našega kroga se je povzpel. Ja, tako da v bistvu so bile res prve reakcije, solze in oni ekstremen ponos, kot da so oni dosegli največ, kar bi si želeli v življenju, čeprav vemo, kako je bilo to. Ampak prav zaradi tega hitrega momenta si šla, nekaj si dokazala, greš naprej, naslednji korak, kar v bistvu ni bila nobena stvar tako samoumevna, da jo dosežeš. Pa čeprav navzven dosti krat reče, dobro, sej to je tako, je ratalo slučajno. Ja, je ratalo slučajno v letu in pol, za reči, ja, 1, 2, 3 je šlo, ne? Ja. Kako pa gledaš kaj na lokalno politiko? V kakšnem smislu? Nasploh, če si zadovoljna z, bomo rekli, župani trenutnih občin tukaj. Tisto, kar smo tudi se povezovali in sodelovali, ker je državno in lokalni moment zelo pomemben. Priznam, da smo zelo dobro sodelovali, vidim, da se trudijo in predvsem je bilo pomembno z tega vidika tudi oni, da se trudijo, da se povezujejo kot vse 4 občine, ker so bili ključni trenutki. Dogovarjanje za vodooskrbo, vemo, da je to eden izmed naših ključnih momentov oziroma prioritetnih projektov tega mandata, tudi z mojimi sedaj bivšimi sodelavci Tamaro in Robijem, ki so tudi poslanci iz Slovenske Istre. In v bistvu vidim, da tečejo pogovori in da si želijo razvojno ambiciji, je pa veliko krat najtežje v lokalni samoupravi kader in iskati ljudi prave, ki ne bodo, prave, da se bodo pač izpostavili na ta način, ker delo ni enostavno. Tako da, z županom našim trenutnim vemo, da smo tudi skupno kandidirali, se veliko pogovarjali, jaz vidim eno tako dobro energijo tudi v občini. Kritike so vedno bojo, ampak itak, če ne delaš, valjda te noben ne bo kritiziral, tako da pomeni, da nekaj dela ta občina, ne? To je dobro. V bistvu mene zanima še malce na kar ste prej povedali, da v bistvu z leti se človeku okrog nekih prijateljev malo zmanjšuje in potem pač ti ostane nekateri prijatelji že od začetka, pa praktično od tega trenutka. Zdaj, v trenutku, ko ste postala ministrica, hotela že omeniti, to ne znam. So nas olikali tako dobro. Olikali so nas, ne daje besedama. Me zanima, se je mogoče kakšna oseba javila po dolgem času? Mateja, čau, zdaj si pa ministrica. Veš kaj, jaz imam pa nekaj mi lahko da še... Imam eno promocijo, veš, nekaj bi lahko mogoče tvoje obraz dali zdrave, recimo. Tako, kot so začeli intenzivno govoriti, tako se je dogajalo in ni vrnil telefon. Ja, imamo tako, da prav kaj imajo, predvsem naslavljati tudi določene težave, ampak so tudi momenti, ko ni v moji pristojnosti nobeni, pa tudi kot poslanka, ko se mi je to zgodilo, nisem mogla pomagati, ampak jaz v tistih trenutkih, ko so bili res tako ful močni, da si izpostavljen, pa poslanski moment sem mislila, da smo malo bolj čestitke, ko se je zgodilo ministrstvo in potrjevanje, da sem postala ministrica, to je tako pregorelo vse in sem se takrat zaprla res v družinski krog in krog najožjih prijateljev, čeprav je bil tako en moment po imenovanju, vse, kar smo dobili samo tako v domačem okolju, bomo nazdravili na ta trenutek in tako, in so si rekli, valjda bo, 200 ljudi, kjer sem bila vedno taka, žurke, vse, ful masovno.
potem priješ na neki točki, ko se res moraš se zapreš v ta ožji krog, ker je energijo pol malo prišparaš. No pa ne zato, ker jaz sem pa taka, da jaz bi prav z vsakim stavila, govorila, gremo na kavo, ni panike, ampak zmanjka časa za vse ostalo. Samo si se mogla v bistvu zaščititi tudi pred ljudmi, ki jih imaš, lahko rečemo, tudi rada, zato da lahko zdaj upravljaš to precej importantno funkcijo. Ne? Pa tudi, zato ki zdaj ne, imaš doma, imaš družino, imaš nonote, imam teto, ki mi je ful pri srcu, imam v njih res 15, govorim prijateljev tako v parih, so 4 prijateljice ful tesne. Pa na koncu ti vsi rečemo, da se zdaj te ni več nikjer in nimaš časa. In pa se vprašaš, ko je tvoj prosti čas, ma kje si, če nisi zunaj, če nisi, kaj delam, ne? Tako da iz tega vidika sem res hotela, sem si zadala, da rabim ta trenutek tudi za prijatelje in za družino, ki sem dala vedno res velik pomen temu in se mi zdi ključno, da si lahko tako pozitivno uravnovešeno v delo, ki ga upravljaš. Na koncu moraš imeti tudi neko življenje, da lahko o življenju odločaš enkrat, ko si tam, verjetno, ne? Seveda. Je pomembno to, da zniveliraš zelo. Zaradi hormona sreče, veš, ki se potem proizvaja, tam je pač stresno, ne ker ne bi bilo v službenem okolju pozitivne energije, ampak so pritiski, so odločitve, funkcija in je odgovornost in je na drugi strani res pomemben ta trenutek. Moraš za serotonin pol v prostem času nekako poskrbeti. Ja, tako. Glede na ministrstvo, imaš tudi svoje nivo? Nivo? Ja. Jo imam v Borštu, sem jo podedovala po pokojnem nonotu, imamo, nekoč je bilo 1000 trt, zdaj pač vmes so malo odmrle in imam 15 tolk, to je prav moje. Drugače pa imamo doma tudi oljke, vinograd in tako in smo to vedno stati. In zdaj sem zmanjkala, veš, ki sem šla ponadi v oljke, mi je tata kupil motorno žagico v nomičkino in škarje in jaz sem bila mali šef, in sem kazala to odrežemo, smo obrezovali, tako da imamo doma, sem bila vedno v stiku s podeželjem, ampak na tak naš samooskrbni način. Z prve roke, no. Praktično to besedo z prve roke. Tako. Pa daj, da vidimo, kako se znajdeš tam. Če bom poskusil? Daj, da vidimo. Mi smo pripravljen mystery box. Tako da kar stopi tam na oder. Pazi, da ne boš poškila noter, da boš videla. Zdaj bo Aljaž odprl. Kaj moram odpreti? Ja, odpri, samo one ne sme videti. Sem zalepil, samo da sem zalepil. V bistvu najpomembnejša je naša slika. Dobro si ti to zalepil. Res? Ja, kvalitetno, bravo, dobro upravljeno delo, Žiga. Megajversko. Mateja, ne gledat. Ne vidim nič, prisežem. Če ne bomo dali čado. Pomaga brez očara. Ne, lahko, nadaleč. Na blizu vidim ful dobro. Bomo dali škatlo bolj daleč. Ne, bom. Itak boste videli, ki si mi naredila bruto figuro, ki ne bom vedela, kaj je. Ne. Aljaž je šel danes po špežu zjutraj in nabral nekaj takih, bomo rekli, tudi zelo lokalnih pridelkov. Mislim, da so vsi precej lokalni. No, tako. In zdaj boš segla noter z roko. Koliko jih je preštej najprej? Nek sem hotela reči. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Ste se prav potrudili. Smo potrudili, si je bila špeža prava. Naredili špežico. Ok. To je por. Da poglejmo, Aljaž, poglej. Ja, je res, je por, bravo. Lahko bi bil velik korenček, ma ni. Lahko bi bil, ma ni. Dobro, da kuham tu pa tam, ne, da potem prepoznam strukturo. Dobro, ok, gremo naprej. To trenutno ni prav sezonsko, ampak je paprika. Je paprika. Potrjujem. Je paprika. Moraš do kamere, veš, če je babura ali karkoli, ni. Je babura. Je, bravo. Ma glej. Nekaj. Ma kako? Gremo naprej. Gremo naprej. Odijo. To je nekdo. Ta je zdaj se pa začne. Zdaj so vse težje. Stavnici so šli mimo. To je nek gomolj. Bravo. Čakaj. Ok, ste not. Se mi ne sanja. Boš poskusila ugibati mogoče, kaj bi lahko bilo? Blackout, ne. Karkoli bom rekla. Začne se na R. Repa. Bravo, redkev. Prav redkev. Ok, ni redkev. Je redkev in ima tudi eno določeno barvo. Res. Samo barve pa ne moramo pričakovati, barve je pa figura. Ja, lahko nekdo skozi prste zve barvo. Ne, veš kaj, jaz si dvignil previsoko, sem že videla. Viola. Pošteno. Črna redkev. To bomo naribali pol, lebo pa bomo se pojeli. Mi ko čakamo merendo. Ok. Čakaj, zdaj ne dosežem več. Ta je še živa. Ta ni klasična, kot si jo
predstavljaš ponavadi, kot je pade, malo drugačne oblike, ampak je zelo taka lokalna stvar. Lokalna. Lokalna stvar. Zdaj ste se ful potrudili. Dve stvari so lahko. Ma ne. Ja. Lahko je več stvari. Ja, lahko je več stvari. Ampak da olajšamo malo, ne? Da olajšamo malo. Kaj je to? Jaz ne bi vedel. Je dobra za kri. Jaz ne bi vedel. Pesa. Rdeča pesa je to, Je ja. rdeča. Ma dve, kaj ste Ma hočete, zgleda- sladkorna Ne in... zgleda kot figa. Ma ja, dobro zdaj. Ja, ampak jo primeš to v roke, da ne Ma, veš. mislim, da je malo razlika Ne, v konsistenci. veš zakaj? Ma ja, Zaradi tekstura je malo teksture. drugačna, ma oblika je. Figa, Okej, kaj me zdaj okej. tle? Peso Kaj imamo. me zdaj tle? Kje smo Figa, tu? čakaj. Evo, ja, Še bravo. malo pa bomo zrihtali Bravo. za eno mineštro. Se potrudili, jaka vidim, ne? Jaka ne vidi, se smeje, da Jaka začnemo se smeje. kuhati. Kaj je bila? Šengomolj? Ja, to mi je To- jasno, zaradi tega, Ne? ki vidim spodnji Jaz ne bi del. prepoznal tega, kar držiš v roki. Ne bi. Ni šans. Ma kaj Okej. črno redko bi ti prepoznal? Ne, itak. Ne bi. Ma jaz bi že pri papriki verjetno kje. Ma ne. Jaz pošljem ženo po te stvari, ona bo šla. Ura. Ja, čuj. Jaz rad jem, ne kuham. Mislim, jaz veš, po velikosti ni, ne more biti ne zelena, nič podobnega, ki pravi so večje. Bravo, pravilno razmišljaš. Okay. Mogoče je, ponoči so te gomoli malce večji. Te gomoli spadi malce večji. Sem najdel ga taka malo Vem. knjiglih tipičen. Ni Je tipičen, januar zato mesec. Da me zavedeš Da in malo zavedem, ja, čisto malo. Na kaj se začne? kolerava. Bravo, kako? Ma mama je, Ma ne, nehaj. koliko imamo še Ne te? bi nikoli, ki ponavadi to je Je resnično. ta niti ni za... To je lepo za eno očistiti, mineštro. pripravili. Ja, vse, Pa je ne, poštimano. je. Je poštimano. Vada, Ampak zdaj- je majhna, zdaj bodi bo šla takoj v- so Pa tako. na garbančen je spodnji del, nekaj mečem. Okej, Evo, mi kaj imamo še eno? Imamo še dve. Ta je najtežja, sigurno. Bučka. A ne, še dve sta. Bučka. Bučka, ni kumarca. Cuketa. Kaj je cuketa? Ne, Je cuketa. kagomar je drugačen. Ja, bi rekel. Ja. Je bučka. Je, bučka. Klej, 6 od 7 in samo še ena zelenjavica ostala. Ajde, Je, je, ajde. desno- Te bom aha. podal, te bom podal. Pazi, ki ta peče. Ta zna biti malo... Ne si To je- pol tikati oči. Melancan. Ja, itak. Itak. Ne, ni melancan. Ne, pravilno je. Jajče. Jajče. No, še Pravi smo. bravo. Latinsko ne vem več, ampak ja. Melan- Bravo, Anus. niti na forum nismo mogli. 7 od 7, hvala za sodelovanje. Hvala Igre za Mateja. pomoč, nekaj vmes se je zataknilo, ampak dobro. Ma ni se 7 od 7, jaz bi bil nekje, jaz pa mogoče ne 4 bi. Ma ne. Po mojem, uno papriko bi, kakšno por bi recimo tudi. Makaj, da gremo mi to zdaj čim prej skuhati, prosim, ki so lačni. Gremo skuhat, gremo Jaz sem bil še skuhat. na merendi Kaj boste danes. naredili, minestrone? Vse Ja, bomo dali dobro noter. mi nešto. Malo bomo popekli bučke, melancane, vse ostalo bo šlo. Malo čebulice bomo paprike še. najdli, še Ja, malo. Imaš por, je v redu. Je, imaš por, res Bravo, je. popražim por, Kaj ti ne veš več, kaj si kupil. vidi. Ne vem, več mi je šlo že vse z glave. Kratka pauzica in potem nadaljujem z Matejo še za zadnji pozdrav. Četrtkov jutranji intervju z ministrico za kmetijstvo, gozdarstvo, prehrano in kar ribištvo je omenila danes, tako da tudi to bomo omenili. Mateja Čalošič v našem jutru, še nekaj minut, ki imamo na voljo. Mateja, v bistvu, fulkrat se potem tudi vprašaš, glede na to, da ti si pristopila zdaj v bistvu si v eni stranki, ki ima v bistvu vodi celotno državo, ne? Torej imamo tudi premijeja iz iste stranke. Kolikokrat se srečaš s premijejem? Kar pogosto, redni obiski in tudi sodelovanje v poslanski, v bistvu ta komunikacija je zelo pomembna. No? In smo že na začetku, veš, ko smo prišli gor, ok, bomo redno sodelovali, takrat meni v tem sistemu, v tem aparatu ti še ni jasno, koliko je to pomembno, ampak je pomembno. No? Tako da se, in zdaj kot ministrica, pač, ko je to na vladnem nivoju, je to spet drugačna funkcija in verjamem, da bo ta interakcija še toliko bolj pogosta, ker je pogovor tisti zelo, zelo pomemben, da si izmenjamo mnenja, stališča, da veš tudi kot resorno ministrstvo, zakaj so določene stvari tako, ker moraš to dosti krat razložiti. Tako da ja, no, kar precej. Ma kako pa poteka tvoj dan? Moj dan? Ja, tipo. Zdaj, kot ministrica, ja. na splošno življenje, ne, zdaj je tako, da v bistvu me zjutraj se odpravim v Ljubljano, se vozim vsakodnevno, imam prijaznega šoferja, ki je vedno z mano, me pripelje. Trenutno je pa bilo tako bazirano in verjamem, da bo sigurno vsaj še kakšen teden, je bolj fokus na ministrstvu kot takem in kar je seje vlade, kar moraš narediti. Zdaj bo še državni zbor, so poslanska vprašanja, valjda pričakujem, da jih bo dobila nova ministrica kar dosti. In dejansko sem pač pridem tam, zjutraj ti že povejo urnik, to je vse tako usklajeno, zelo dobro razdeljeno in potem se začnejo sestanki. Je pa tako,
kar intenzivno, ker je v bistvu preklapljaš iz ene teme na drugo in pa smo se včeraj malo s sodelavci pogovarjali, tako veš, ko priješ v moment, je čisto vsako področje, ki ga tisti pokriva, se njemu zdi tisti trenutek res nujno, ampak je dejansko tako. Ti pa moraš v bistvu pol plavati od tega, med novinarskimi vprašanji, med strokovnimi vprašanji, med odločitvami, prihajajo uredbe, pa bodi si, da je to za hrano, ali je to za ribištvo, ali je to za mladega kmeta, ki se pripravljajo razpisi. Tako da v bistvu to sem se zdaj nekako na hitro, veš, preklapljanje tem. Vmes res sem tak kratek odmor za neki pojest, kar se mi zdi ful pomembno, no, da pač pazimo na to in pol. Absolutno. Popoldan najprej bilo ok, tam ob 4, da se zaključi, zdaj dokler govorimo ta pisarniški moment, da se lahko še strukturiramo, ampak je to potem malo kasneje, no, odhod iz Ljubljane, do 6 recimo in pa prijem domov in grem počivati. In drugi dan še enkrat isto. Se ponovi. Med tem časom pa so telefoni, tako, precej klicev, mailov, obveznosti, no, kar konstantno. Prej smo govorili o prestopu strank, recimo. Ne? Te muči, ne, to že. Ne. Bi rad še eno drugo vprašanje v zvezi, ne v zvezi s tem, ampak mi je dalo asociacijo še na eno drugo. Kaj pa prestop ministrstev? Se mogoče vidiš še v vlogi v nekem drugem ministrstvu za kaj drugega? Je to mogoče kakšna, ne vem, želja? v bistvu Kaj se ti zdi zanimivo, recimo, ne vem, še delo nekega drugega ministra na nekem drugem? Kot zanimivo in kot delo, ki se rada učim, se mi zdi vse zanimivo. Dobro. Se pa bi počutila na katerem koli drugem ministrstvu bistveno manj sigurna v to, kar počnem, ker to moraš imeti res širino in znanje, ampak ni pomembno, da si strokovnjak, ker ne moreš biti za celo področje, ki ga minister vodi, ampak res, da imaš tako širši uvid in da dihaš s področjem, to je z mojega vidika gledano. Ni nujno, da je tako, lahko imajo nekateri to afiniteto, da lahko razumejo zelo hitro drugi resor, ampak jaz mislim, da je tako, kmetijstvo, moj domači teren, od šolstva do vse tisto, ki vem, da nas vsak dan prepleta, ampak te se vrlo počutim doma in kjer drugje, po mojem, se ne bi tako. Super. Jaz sem zelo zadovoljen z odgovorom. Zato ker je punca da farja, ki ona se zastopi v to, če je nekaj vprašaš, on odgovori. Nima nobenega papirja sabo, da bi zdaj brala nekaj. Tako. Ne? No, tako. V glavnem, kakšno leto si, Mateja, želiš v bistvu? Pozitivno. Brez nobenih nesreč bi si želela, da noben ne bi rabil dodatnih naših socialnih pomoči v tem, ker ste tudi vi zelo pridni, da dejansko bi vsak lahko dostojno živel. Vse vojne, vse, kar je na tem svetu trenutno, da bi se ustavilo, predvsem razumevanje med nami, vsemi, govorim družbeno in govorim v svojem poslovnem življenju, in da tiste korake, nekaj malih, kar jih bi naredila, da bi mi pač uspelo in da mi bodo vsi pomagali pri tem, kar se že zdaj izkazuje, in verjamem, da bo šlo v tej smeri. No, tako. No, mi ti želimo, da bi to bilo mirno in res tako. Jaz ne vidim dvoma. Mateja, če sem iskren, jaz ne vidim dvoma o tem. Ok, Mateja, najlepša hvala, ker verjamem, da tvoje obdobje trenutno ni najbolj mirno. Verjetno te čaka še marsikateri slalom, glede na to, da smo v januarju pretiče slalom. In veleslalom. In veleslalom, dokler ne pride do smuka, da je že ja, tako, mi ti želimo uspešno delo in da bi res lahko dobila zaupanje ljudi, kar verjamem, da ti je v prvi vrsti najbolj pomembno, da ti zaupajo in da ti ne bi želel kdo nalašč kakorkoli nagajati, kot se sicer v politiki zelo pogosto dogaja. No, tako. Hvala za res lepo jutro, za malo te naše istrske energije in vam želim prijetno delo tudi vam. Hvala lepa. Več na temu najdete tudi na YouTube, v našem Instagramu in ne pozabite na TikTok. Žiga, Manca in Aljaž. Radio Capriz. Dobro jutro, Radio Capriz.